V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Drage sestre, bratje, pozdravljeni in vam res od srca želim, da bi milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bila z vami vse. In s tvojim duhom. Naših vrlih mož in žena iz naše preteklosti. Spominska slovesnost za duhovnika Janeza Klavdika nas spodbuja k premisleku, kaj pomeni duhovnik za slovenski narod. Zaradi vere je duhovnik oblikoval narodno, srčno kulturo, jezik, knjigo, ter spodbujal verne k spravi in sodelovanju. Napadom liberalnih svobodomislecev na verno cerkev koncem 19. stoletja je v 20. sledilo nasilje komunistov nad cerkvijo kot sovražnikom revolucije številka 1. Do danes se skuša pomen in vloga duhovnika med nami omajati ali zožiti na pogovorno reklo Fajmoštra, Muca in VZSO. A ta Fajmošter je Slovencu stal ob strani v življenju od rojstva in smrti. Zaradi vere je v predanosti Bogu trpel z narodom, v preizkušnjah ter delil z njim radosti življenja. Za ceno življenja so duhovniki do konca ostali strpini vodno vojne in revolucije, tudi v taboriščih zatiralskih ideologij. Kot profesor Labor Terlik so eni za vero in za narod, drugi trpeli ječe, ponis brezdomstvo. Prosimo sedaj sebi Boga, ljudje služili, naj spremlja njihovo žrtev, ter njih in naša očiščena srca pridruži Kristusovi spravnosti, vseh nas pa očisti in okrepi v veri, upanju in ljubezni. Vsemogočnemu Bogu In nam, brate in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Svetovico Marijo, stane res svetnike in tudi nas, prosite za nadaljnje življenja. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privede v večno življenje. Amen.
Molimo. Sveti Bog, v svoji previdnosti nikogar ne zapustiš, kdor ostane zvest tvoji ljubezni. Naj ti spoštovanjem služimo in te vedno ljubimo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuješ vekova. To govori Gospod. Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema bom razlil duha naklonjenosti in prošnje. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem. In bridko bodo jokali, kakor jokajo za prvorojenca. Tisti dan bo nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu, kakor žalovanje za Hadat Rimonom na Meginski ravnini. Tisti dan bo odprt studenec Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem je čiščenje greha in madeha. To je Božja beseda. Bratje in sestre, vi vsi ste po veri v Jezusa Kristusa Božji sinovi, kajti vsi, ki ste bili krščeni v Jezusa projekti Kristusa, ni ne Juda, ni Grka, ni ne služnja, ni svobodnjaka, ni ne moškega, ni ženske, kajti vsi ste eden v Kristusu. Če pa ste Kristusovi, torej ste Abrahamovi potomci, po ljubi pa dediči. Poslušali smo Božjo besedo.
da je ustal eden od starodavnih prorokov. Nato jim je rekel: kaj pa vi pravite, kdo sem? Peter je odgovoril: Božji nasiljenec. Strogo jim je prepovedal, da bi o tem žalu pripovedovali. Rekel je: sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, veliki duhovniki in pismovki ga bodo zavrgli in umorili in tretji dan bo vstal. Vsem pa je rekel: če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil. Kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Poslušali smo Kristusovo evangelij. Spoštovani gospodje, duhovniki, moje sestre in bratje, sorodniki, vajni, ki se jih danes spominjamo, duhovnikov, še posebej vajnega nosilnega hladnika. Evangeliji poročajo, da so si ljudje delali o Jezusu različne predstave. S svojimi besedami in dejanji je seveda bil Jezus veliko vprašanje za svoje sodobnike, zato še danes. Po eni strani niso mogli spregledati njegove izjemnosti in nenavadnosti, nepričakovanega ravnanja, kar jim je dalo misliti, da bi to utegnil biti tisti obljubljeni Mesija odrešenih, ki so ga tako težko in enostavno pričakovali. Po drugi strani pa se svet ni pojavil tako, kot so navadno mislili, da se bo. In si predstavljali, kakšen bi moral biti ta njihov Mesija. Da se bo pojavil z veliko zunanjo močjo, ugledom, mogoče v takem zmagoslavnem sprevodu, kot so to radi delali rimski zavojevalci. Zato razumemo bego. Je to pravi ali ni? Zato so tudi med ljudmi krožile govorice razno ugibanje. Jezusu seveda ni bilo toliko do tega, kaj ljudje govorijo, da bi to rad vedel, vedeti. Politike navadno zanima, kaj ljudje mislijo o njih. Jezus ni delal ankete javnega mnenja, kako da bi lahko javno mnenje odločalo o tem, kdo je on. Ravno obratno. Javno mnenje se je o njem motilo, tako takrat, kakor danes. Če hočemo vprašati in izvedeti, kdo je Jezus, moramo vprašati njegove učence, pravi njegove apostole. Zato je šlo Jezusu za njim, za te učence. On bi rad vedel, kaj oni mislijo, kaj oni pravijo, kdo je. Kajti od tega, kako bodo oni njega sprejeli in potem nadaljevali njegovo delo, bo vse odvisno. Apostol je izbral za svoje sodelavce, ki bodo nadaljevali njegovo delo, zato mu je bilo seveda največ do tega, kaj oni pravijo o njem, ali imajo oni pravo predstavo o njegovem poslanstvu. Ali so že zaslutili, da je nekaj posebnega in da bo tudi njegovo delovanje potekalo precej drugače, kako si ga predstavljajo in večina ljudi. To ga je zanimalo, kajti na to jih je hotel pripraviti, zato je vprašal, kaj pa vi pravite, kdo ste. To Jezusovo spraševanje učencev se je po pripovedovanju zgodilo v Galileji, ko se je skupaj z svojimi učenci počasi podajal proti Jeruzalemu, v tisto osje gnezdo, kjer so ga čakali njegovi zagrizeni
Jahvejevega služabnika, v katerem se govori govorila stara zaveza, da se ne sme izogniti trpljenju in smrti. Jezus pa je tudi videl, da bo to za njegove učence hud, strahoten šok. Zato jih je začel in jim skušal dopovedati, da je v tem velika Božja skrivnost, da je to Božja modrost, ki je drugačna od človeške, da so vrednote Božjega kraljestva drugačne od vrednot zemeljskih kraljestv, od vrednot bogatstva, časti in užitka. Uspeha. Popolnega uspeha pri tem sicer pri svojih učencih ni imel, kako lahko sklepamo iz tega, kako so se apostoli vedli na Veliki Petek. Kljub temu pa ne moremo reči, da jim od tega Jezusovega poučevanja ni nič ostalo. Ostalo je vse toliko, da so ohranili neko upanje in pričakovanje in niso zbežali iz Jeruzalema, kako ona dva, ki so šla proti Emausu. Ta dva sta dejansko završčala bojišče. Drugi apostoli niso šli. So vendarle čutili, še ne more biti vse tako. Jezus se je zelo dobro zavedal, da je Bog, ki ga on kot njegov učlovečeni sin predstavlja med ljudmi, nekaj povsem drugega, kakor si mislimo ljudje. Pri tem tudi apostoli niso mogli biti izjema. Človek si ne more predstavljati, običajen človek, da bi Bog iz ljubezni do ljudi in za njihovo odrešenje postal človek in se izpostavil trpljenju in sramotni smrti. Zavedal se je, da bo apostole to, kar bo doživel on in skupaj z njim oni v Jeruzalemu, njih globoko pretreslo, da se jim bo zaradi tega v nekem trenutku skoraj vse sesulo, kot rečemo. V takratnem splošnem prepričanju bi moral biti Mesija zmagovalec, ki bo uničil in stavil svoje nasprotnike in pokazal zelo otepljivo in zastrašujočo svojo moč in oblast. Za apostole bi moral biti Jezus zmagovalec in ne poraženec. Apostoli so tedaj še razmišljali uspeh. To pa ne velja samo za njih, za apostole. Tudi nam je težko sprejeti, da je pomembnejša ljubezen, potrpljenje, vdanost, s katerim sprejemamo nesrečo ali poraz, bolezen ali neuspeh. Da je ta duhovna kakovost človeškega življenja pomembnejša, kakor uspeh sam. Vsakokrat, ko se v svoji požrtvovalnosti ustavimo, ko jih postavimo meje, ko se rečemo, da pa v svojih dobroti vendar ne smemo pretiravati, ko se začnemo bati zase in se začnemo zapirati vase, ne pristajamo več na Jezusove besede in mu ne verjamemo, da se bo izgubil ravno tistim, ki postaja sebičnež in postavlja sebe in svoje interese na prvo mesto in da se bo našel in rešil tistim, ki se je pripravljen žrtvovati. Ko postanemo sužni samih sebe, se začnemo izgubljati v vrtincu potrošništva in iskanja svojih užitkov. Jezus je vedel, da vsega tega v tistem trenutku apostoli še ne morejo sprejeti in popolnoma razumeti. Morali bodo doživeti, da se resnično zgodi, da kdo svoje življenje izgubi iz ljubezni do Boga in bližnjega, da ga res reši in najde. In kako so to doživeli? Morali so dočakati Jezusovo smrt in vstajenje. Jezusovo izgubo samega sebe
in Jezusovo, če smem tako reči, najdenje sebe na velikoročno jutro, predvsem pa bodo morali dočakati prihod Svetega Duha, ki jim bo dal vse to razumeti kot globoko, najglobljo Božjo modrost. Zato pa jih Jezus najprej povabi, naj mu ostanejo zvesti, tudi če še vsega ne razume. Povabi jih, naj vztrajajo na poti z njim in da tudi oni vzamejo vsak dan svoj križ nase, tako kot to, kako bo to storilo. In preko njih vabi tudi nas temu posnemanju njegove ljubezni, le da je nam, ki imamo sedaj v veri pred seboj celotno dogajanje Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja in ki smo prejeli Svetega Duha, veliko lažje vse to verovati in sprejeti in vztrajati z Jezusom, kako je to bilo v tistem trenutku samim Jezusovim učencem. So pa nam oni naredili in pripravili pot. Zato nam lahko samo oni dajo tudi pravi odgovor na vprašanje, kdo je Jezus. So pa med Jezusovimi učenci tudi danes ljudje, ki gredo v tej pozabi nase in na svoje interese zelo daleč do konca in se v delu za druge popolnoma izčrpajo in použijajo v svoje gorečnosti. Velik požrtvovalen človek je takšen in še posebej vsak kristjan, ki ga nagovarja Jezusov zgled in beseda, ki ne živi koristolovsko, temveč v duhu Grdočičevih stihov, ne samo kar veleva mu stan, kar more to mož je storiti dobro. In takšen učenec Jezusa Kristusa je bil še posebej monsignor Janez Hladnik, katerega 60-letnico smrti obhajamo danes oziroma se ga spominjamo. Njegove velike zasluge za slovenske begunce, ki jih je v prvih povojnih letih sprejela Argentina, so zraste ravno iz te njegove nesebične požrtvovalnosti in sočutja do vojakov, ki so morali zapustiti domove in oditi v begunstvo. O tem bomo danes še razmišljali in slišali. Nesebična požrtvovalnost, zvestoba in bolečnost za Božje kraljestvo, vse to je odlikovalo tudi kanonika Ivana Mrlaka in duhovnika Lojzeta Kavčiča, ki se ju pri tej sveti maši tudi spominja. Vsak Jezusov učenec, vsak kristjan se mora odlikovati po tem, če le hoče biti vreden tega imena kristjan. Zato so ti veliki ljudje, ki so to v resnici uresničili, naši vzorniki. Vsi ti naši svetniki, ki so po Jezusovi Bogu šli do herojske in nadpovprečne požrtvovalnosti in z njo tudi povezanega trpljenja. So naši vzorniki, naj tudi bodo naši priprošniki. Amen.
nas, ne hodimo za teboj. Prosimo te, naj se odpovemo sebi in vzamemo vsak dan svoj križ, ter gremo za teboj. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, Peter te je spoznal za Božjega maziljanca. Prosimo te za vse, ki so dobre volje, naj te spoznajo kot svojega odrešenika. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, s krstom si nas napravil za svoje brate in sestre. Pomagaj nam tako živeti, da te bodo naši bližnji po nas poznali in vzljubili. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, prerok Zaharija je napovedal studenec v očiščenje greha. Prosimo te za vse, ki so zabredli, naj bo studenci milosti iz tvojega prebudenega srca spet najdejo pot v očetu. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, če smo tvoji, smo po obljubi tudi dediči nebes. Prosimo te za vse, ki umirajo v avtomobilskih in drugih nesrečah, naj dosežejo obljubo večnega življenja. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, spomni se vseh rajnih faranov, še posebno pokojnih, monsignorja Jana Zakladnika, kanonika dr. Ivan Marlaka, duhovnika Lojzeta Kavčiča in sestre Evite Hladnik, sprejmi jih v nebeško kraljestvo, da se bodo večno veselili tvoje ljubezni. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus, prosimo te za nove in goreče duhovne poklice, nakloni jim modrost, da bodo znali pristopati k vernikom v današnji družbi. Prosimo te, usliši nas. In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda. Prosimo te, usliši nas. Vse to te prosimo po Kristusu, našemu Gospodu. Amen.
poklical toliko slavo, da smo zdaj izvoljen rod, kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Poklical si nas iz teme v svojo čudovito svetlobo, da povsod oznanjamo Tvoja slavna dela. Zato z angelih in nadangeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico Tvojemu veličastvu in nenehno vzklikamo.
Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, s popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom XIV, našim nadškofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se na naših krajnih sester in bratov, pokojnih duhovnikov Janeza, Ivana, Alojza in vseh drugih naših sester in bratov, še posebej vseh, ki so umrli v teh zahtevnih vojnih in revolucionarnih časih. Zaspali so upanje na vstajenje vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje oči. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo večno življenje skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo in njenim možem svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetniki, ki so živeli v tvoji ljubezni, da te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, in Kristusu, tebi samoročnemu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Ko je Jezus nekoč na samem molil, so ga njegovi učenci opazovali. Prosili so ga, naj tudi njih nauči moliti. Dejal jim je, ko molite, takole recite: Oče naš, ki si v nebesih. To Gospodovo molitev tudi mi molimo pri vsaki sveti maši. Danes jo zmolimo s posebnim namenom za vse razkropljene Slovence po svetu, da bi ostali zvesti Jezusu in narodu, iz katerega so išli. Simon Peter je vprašal Jezusa: Gospod, kolikokrat naj odpustim? 7-krat. In Jezus mu je odgovoril: ne več niti 7-krat, ampak do 70-krat 7-krat, se pravi vedno in povsod. In mnogokrat se to dejanje tudi nam zdi težko, včasih prehudo težko, tako kakor tisti križ, ki ga mora vsak dan vsak vzeti in ga nositi za Jezusom. Tako je morda tudi to dejanje težko, ampak tudi odrešujoče. Vsakokrat, ko naredimo to dejanje, se naseli v naši notranjosti Božji
znamenju ili sprave, vsi to drugemu podajamo. See
Dominika. Od 19. po 11. Logar Budovna Rolte 104. V sredo buduje vidimo pad, je tudi dan državnosti. Od 19. po 1. Budovna Rotarske Riblate 41. Četrtek buduje Ciril Aleksandrijski škof in crkveni učitelj. Od 19. po 1. Jožeta Štefana Sivec obletna, Petkovec 11. Petek je slovesni praznik srca Jezusovega, buduje pa sveta Ema Krška kneginja. Od 19. po 1. Jakoba in Pavza Šembrov Brote. Soboto je god Marijinega brezmadežnega srca, ob 16. na Petkovcu za srečen zakon, doma od 19. po 1. Bogomirja Jurca 8. dan, Petkovec 19. Nedeljo je slovesni praznik apostolov svetega Petra in Pavla. Potem v četrtek 26. junija je po večerni sveti maši vroči učilnici priprava na krst za starše novokrščencev in za njihove botre. Spominska slovesnost pri kapeli mučencev bo nedeljo 29. junija ob 10. uri v Šentjoštu. Sveto mašo bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Govornik bo Lojze Peterne, predsednik prve vlade Republike Slovenije. V nedeljo 29.6. ob 16. pa bomo na Medvedem vrtu praznovali Zlato mašo Janeza Kržišnika in Danila Kovala ter srebrno mašo zdajšnjega župnika Radkota Klemenčita. Lepo vabljeni. Gospod z vami. Vsemogočni Bog naj vas vedno varuje vsega hudega in vam dobrotno deli svoje darove. Naj odpre vaša srca za Božjo besedo, da jih bo mogel obdariti z večnimi radostmi. Naj vam da spoznati, kar je prav in dobro, da boste hodili po poti Božjih zapovedi in postali sodediči zveličanih v nebesih. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.
spoštovani gospod župan Berto Vener, spoštovani sorodniki Janeza Hladnika in vsi ostali danes tukaj zbrani. Lepo vas pozdravljam v njegovem rojstnem kraju in v eni največjih podeželskih cerkva ljubljanskem Škofije, kjer je v svojih spominah zapisal tako in dodal: cerkev nam je bila kot nebeška vrata, polna svetlobe, lepote in veselja. Preden nadaljujemo in prosim gospoda župana občine Rogatec, da nam nameni nekaj besed. Spoštovane brate in sestre, spoštovani čevalci, prav lep pozdrav v mojem imenu in seveda imenu celo naše občine Rogatec. Živimo v zelo turbulentnih časih. Ne vemo, kaj bo. Vojna v sveti deželi, v Ukrajini, v Somaliji, tudi drugod 50 vojsk v svetu. In ne vemo, kakšen je Božji načrt. Spoznali pa smo, kakšen je Božji načrt bil, kako bo tekla pot Janeza Hladnika. Bil je zelo slabega zdravja, ker je bil namenjen, da bo doma bil gospodar, ker je bila taka Božja volja, da je bil slabega zdravja, kot sem že dejal, so ga dali domače v šole in je postal duhovni. Služboval je v Beli krajini, v Zagrebu in v času največje gospodarske krize, v 30 letih prejšnjega stoletja, ga je gospod nadškof Rožman prosil tudi poslal v Argentino, da pomaga tamkajšnjim Slovencem, ki so bili nekako izgubljeni in ne dobro, duhovno oskrbljeni z duhovno hrano, da tako rečem. Tam je naletel tudi, čeprav med samimi rojaki, tudi do veliko nesoglasij, ampak kljub svoji močni notranji veri, kljub slabemu zdravju, ki je vse to nekako dal skozi, gradil je šole, domove, slovensko vas. Ko je 45 leta prišlo do konca vojne in hudih povojnih težavah, je več kot 20 000 Slovencev držalo iz naše domovine, jih je monsinjor Janez Hladnik sprejel in mnogim več tisočim tudi pomagal. Čeprav kratka oblast v Argentini ni bila naklonjena temu, pa je kljub temu sprosil pri predsedniku Peronu, da nekako za 10 000 Slovencev se je našel prostor in tudi delo. Uspel je in ga lahko bi primerjali z Mojzesom, ki je peljal Jude v obljubljeno deželo, niso verjeli, niso postavljali zlata tede, ko je še on zapovedi na Sinaj. Kako tudi Slovenci v Argentini, pa tudi doma, je nezaupanje. Naša vera je prešipka. Samo z močno vero in z molitvijo, ko smo ostali v domovih, smo prišli do svoje lastne države. In tudi danes je potrebno molitev in priporočanje, pa tudi monsinjorju Janezu Hladniku in drugim našim, ki so na poti do svetništva, je prav, da se priporočamo in prosimo, da ohrani to našo deželo, kajte je veliko življenje bilo darovanih na oltarju domovine. Želim vam res iz srca, da to razumemo, da je samo vera v Božji načrt tisto, ki se z leti pokaže, kako je bilo prav, pa čeprav tisti moment v naši človeški plati razumemo, da to ni najboljše za nas. Vendar za vse nas moramo verjeti v Boga, v njegov načrt in živeli in ostali bomo na sončni strani Alp, majhen narod, tukaj nas je 2 milijona, pol milijona po svetu in ravno vsako leto pride v Rogatec in te naše kraje tudi potomci teh, ki so šli po vojni, pa tudi pred drugo svetovno vojno v Argentino, na obisk in s tem gradimo most.
glasove pred Slovenijo, med druge države, med našim ljudi po svetu. In te ljudje so tudi, ko je bilo treba pristopiti in se na glas oglasiti, da smo mi dobili svojo državo, bili eni tistih vodilnih. Še enkrat hvala vsem, hvala sonoševalcem za tako lep pogled in želim, da bo duh Janeza Zakladnika ostal med nami in njegova notranja moč in vse tisto, kar je on dal svojo ljubeznijo in svojega naroda, ne bo tudi med nami. Hvala lepa. Hvala, gospod župan, za vaše besede. Mnogo besed se bi danes ponovilo, ampak nič za to, si bomo bolj zapomnili. Spoštovani, vem, da je veliko vas že prebrala knjigo Kot je glava dana. Vsem, ki jo še niste, pa je to priporočil. Seba pa vam nekako predstavi življenje in delo moža, ki se ga danes povidim. Duhovnik Janez Zakladnik se je rodil 22. decembra 1902 v številčni družini 14 otrok v kraju Petkovec, župnije Roke. Kot otrok si je pri igri skozi poškodoval nogo, zato ni mogel pogledati za vsako delo in odločitev, da gre v šole, je bilo enostavno. Krstni zakrament se je Deberga pripravil v cerkvi Svetega Mihaela v Rotah, kjer je pil tudi v Novmašu. Kot kaplan je deloval v Metliki in po nekaj letih zaradi politične aktivnosti premeščen v Zagreb. Tudi Zagreb ni bil primeren kraj za zavednega Slovenca, ki je že med študijem zašel okrog doktorjega Lameta Erka. Tako so ga v enem letu zopet premestili takratno poslanec Demokrati. Že pred odhodom v Zagreb se začel zanimati za Argentino, kjer je duhovnik Jože Kastelic iskal svojega pomočnika. Po euharističnem kongresu 1935, pri katerem je bil zelo dejaven, je stopil svojo prošnjo pred Škofovsko. Prošnja je bila odobrena in tako je že pod koncu leta potoval v Argentino. V Argentini je prevzel uredništvo revije Duhovno življenje, za katero je tudi večino sam pisal. Med drugo svetovno vojno mu je v dogajanju v domovini poročilo pošiljal Franc Gabršek, poslanec Slovenske ljudske stranke, ki je prav tako naš vojak. Od njega je izvedel tudi za smrt svoje mame leta 1941 in za smrt brata Franceta leta 1942. Iz poročil, ki jih je dobival, si je počasi ustvaril sliko o dogajanju v domovini. Po koncu vojne mu je znova pisal Gabršek o 20.000 slovenskih beguncih, ki jim je uspelo pobegniti iz tako imenovane svobodne domovine. Tako je pričel iskati možnost za njihovo rešitev. Poskusil je tudi v Čilu in Peruju, vendar ne uspešno. Končno je dobil pot do argentinskega predsednika Perona, ki mu je dal dovoljenje za vstop 10.000 beguncev. Takrat pa se njegovo delo še ne začelo. Moral je prevzeti skrb za namestitev, iskanje služb, finančnih sredstev, skratka za vse. Tu na kratko. Več pa v njegovem delu preberite v preomerjeni knjigi Kot je glava dana. Takratne čase je težko oziroma nemogoče primerjati z današnjim. Je pa v ljudeh neka želja o časih, ki se jih v naših srcih spominjamo z lepih spominji. Tudi želja, da bi se lepi trenutki vrnili in tudi naše slovenske pesmi to opevajo. Ena takih je vsem znana Koroška ljudska, Čej so tiste stezice, ki so včasih. Danes smo jo bodo zapeli člani Mladinskega pevskega zbora in Is
pravih korporat stala v srcih mnogih generacij, davno, preden smo se leta 1991 pridobili svojo državo. Sedaj pa prosim bivšo ministrico za Slovence v zamestju in posvetu, doktorico Heleno Jakič, da nam v našem sodelovanju spregovori nekaj misli. Spoštovani gospod Načko, spoštovani sorodniki, spoštovani zbrani. Zbrali smo se, da se poklonimo spominu na duhovnika in zavednega Slovenca, monsignora Janeza Zaklarnika. Božja previdnost ga je že pred drugo svetovno vojno vodila na drugi konec sveta, v prostrano deželo pod Nižnim križem. Ko je kot 34-letni duhovnik stopil na ladjo, da priskoči na pomoč slovenskemu duhovniku v Argentini, najbrž ni niti slutil, da bo dobri 10 let kasneje, kot je ob njegovem grobu dejal župnik Delgado, s svojim rojakom, ki so izgubili Argentino, postal krušni oče in da bo po njegovem posredovanju 8000 Slovencev upanje, delo in dom med argentinskim ljudstvom. Prav tako je verjetno tudi na kratko zamahnil vzrok, ko mu je njegov omašni govornik v pismu, ki je Vladi prijel julija 1941, ko je že bil Argentini, polagal na srci. Bodi na straži. Verjetno te čakajo velike naloge, ki jih bo terila od tebe domovina. Toda danes, 60 let po njegovi smrti, lahko s polno gotovostjo rečemo. Bil je na straži in ni se branil nalog, ki jih je od njega terila domovina. Pravzaprav jih niti ni terjala, sam jih je znal prepoznati in se jih je neustrašno lotil. Čeprav se je večkrat v svojem trudu in naporih čutil sam, pa tudi razočaran zaradi krivičnega obrekovanja nekaterih Slovencev. Ampak to ga ni odvračalo od tega, da ne bi naredil, kar je čutil, da mora narediti za rojake, za ljudi, ki so mu bili tudi po duhovniški službi zaupani. Še kako so zanj veljale besede, ki jih je danes že omenil gospod Načko in jih velja ponoviti. Dolžan ni samo, kar velja usta, kar more, to mož je storiti dolžan. Vedno znova se me dotakne njegova zahvalna molitev, ki jo je izrekel na dan svoje nove vaše. Zapisal jo je v svoje spomine. Tiste spomine, ki se jih je totalitarna oblast v prejšnjem režimu tako zelo bala, da jih je z objavo v uradnem listu celo prepovedala. Takole je molil. Tu me imaš, Gospod, takega kot sem. Zahvalim se ti za pokvarjeno vodo, brez nje najbrž nikdar ne bi prišel do oltarja. Zahvalim te, Gospod, tudi za druge pomanjkljivosti, ki jih nosi na telesu, zlasti za izgovorjavo črke R. Ti veš, Gospod, da mi je to nadležno, a tebi je tako prav in že veš zakaj. In to, da sem tako kmetavs. Morda bi bilo bolje, da bi se bil bolje odlikal in bil primeren tudi za salon. Gospod, takega me pač imaš. Pomagaj mi, da ti bom mogel koristno služiti. Dal si mi lepe darove. Pa dal si mi tudi brzdo, da zavre mojo samoljubnost in domišljavost, če bi me sovražnik da skušal po tej poti spraviti s tino. Hvala ti, Gospode, za vse. S kakšno iskrenostjo je v molitvi govoril o svojih slabostih, pa vendar brez lažne skromnosti in zavedanja, da mu je Bog dal mnoge darove, ki jih je skozi desetletja svojega delovanja podeseteril. Najprej doma, v Metliki, v Zagrebu in na Kostanjevici na Krki, potem pa v Buenos Airesu, kjer je skušal vsakega rojaka, ki je prišel čez ocean, pričakati. Tudi zato, ker je, ko je sam prihajal tja, zaman čakal, da bi ga kdo sprejel. Bilo ni nikogar, niti vsak, ki bi me oblajal, se je spominjal. Bridko sem občutil to in zato sem se tam bolj potrudil pozneje, ko so prihajali brezdomci v Argentino, da sem jih pričakal in jim dal prijazno besedo v pozdrav. Bili so tisoči in tisoči, ki so prišli za menoj. Njegova velika zasluga je bila, da je 10 000 Slovencev nekaj let po drugi svetovni vojni dobilo nov dom. Vojna in povojna leta so bila za naš narod silno težka. Revolucija, ki se je razpletela že v času vojne, je po vojni, pijana od zmage, zaplesala krvavi rdeči ples, v katerem je poteptala življenja več kot 11 000 mladih mož.
fantov in očetov. Več kot 10 000 Slovencev, civilistov, med njimi ne le slovenska elita, temveč tudi mnogo otrok in starih ljudi se je umaknilo na Koroško in v Italijo, da bi si rešilo gole življenje, po katerih je povojna oblast tako oklepila. Po 2-3 letih življenja v begunskih taboriščih so se začela porajati vprašanja, kako in kam naprej. Da bi šli domov, kjer je svobode naše jabolko za zlato, nam zakotalilo je v kri in blato, kot je zapisal Oto Župančič, ni bilo misli. Večina evropskih in čezmorskih držav niso sprejemali družini in otrok, še manj stareli ljudi. Zavezniške oblasti pa so začele zapirati begunska taborišča. Po spletu srečnih naključij, ali kot je zapisal sam po priprošnji Marije Pomage, je Janez Hladnik 20. novembra 1946 prišel do argentinskega predsednika, generala Perona, ki je odločil: jaz hočem, da ti ljudje pridejo sem. 10 000 da jih lahko pride. Še isti dan je Hladnik vesel pisal dr. Mihu Kretku, nekdanjemu ministru in predsedniku Narodnega odbora za Slovenijo. Predsednik je našo zadevo lepo sprejel, ob tem pa dodal: to sem dobro poudaril, da nihče nima nič svojega, ker so vse izgubili in ohranili nič drugega kot svoje poštenje, svojo zvestobo Bogu in domovini in svojo voljo za ustvarjajoče delo. Skoraj 80 let je minilo takrat, da Slovenci v Argentini, tudi in mlajše generacije, se hvaležno spominjajo Janeza Hladnika. Pred nekaj dnevi, prav na obletnico njegove smrti, so se tako zbrali pri slovenski sveti maši, ki so jo darovali župniji svetega Jožefa Pompejskega v cerkvi, ki je sad Hladnikove neokrivnega dela. Brez njegove pomoči bi se slovenska begunska skupnost v vojni skoraj zagotovo razletela na vse konce sveta in bi vsak zase ostal v svoji bolečini ob izgubi domovine in svojih bližnjih. Tako pa je ostala skupaj, trdno povezana v veri in ljubezni do rodne domovine ter dala premnoge sadove, ne le njim samim, ampak vsemu slovenskemu narodu, tudi nam, ki živimo v Sloveniji. Prek 70 duhovnikov, pa tudi odlične glasbenike, pisatelje, mislece, uspešne gospodarstvenike, predvsem pa zavedne rojake, ki so sanjali svobodno in samostojno Slovenijo tudi takrat, ko je bila ta misel v domovini prepovedana. Da je slovenski DNK ponosen in srčen, zapisan v njihovih genih, smo lahko začutili konec maja v Slovenski filharmoniji na slavnostni akademiji Slovenija tukaj sem, ki so jo pripravili potomci povojnih Slovencev. Beguncev, ki stopajo nazaj na slovensko zemljo, ne kot tujci, temveč kot sinovi in hčere Slovenije. Njihovo polnokrvno in temperamentno petje je preteklo soboto na slovesnosti ob Macesnovi gorici objelo ves prostor od brezna in se dotaknilo naše notranjosti. Prav in lepo je, da ohranjamo hvaležen spomin na moža, ki je pomagal tolikim ljudem in ki je tudi daleč od domovine gorel za slovensko stvar tudi v domovini, še posebej v njegovih domačih krajih. Rad je imel te kraje in vesel je bil, ko jih je po 20 letih bivanja pod Južnim križem zopet lahko obiskal. Bil sem ganjen in solze so mi se prikradle oči, ko sem blagoslavljal svoje ljudstvo ter klical z neba, dari in ohrani sad zemlje. Je zapisal v svojih spominih, ko je vodil telovsko procesijo v svoji domači cerkvi tudi s Presvetom Mihajlom, kjer je prejel največje milosti na zemlji, kot je sam dejal. Njegov zgled nam je lahko tudi danes vsem spodbudil. Bil je mož dejanj, ki se ni odnemal nobenega dela. Noben problem zanj ni bil pretrpal. Če je naletel na takšnega trdega, je pač po njem dolgal toliko časa, da ga je znal. Ko je bilo treba, je povedal, kar je bilo treba povedati. Če je bil prepričan, da se bori za dobro, pravo stvar, se ni dal prestrašiti. Že pred vojno, še kot mlad duhovnik je svoje vernike spodbujal k aktivnemu delu za skupno dobro. Ne le na področju verskega življenja, temveč tudi na gospodarskem področju in v javnem ter kulturnem življenju. Glede na to, kako se temu danes marsikdaj
njegovo spodbudo veljalo večkrat priklicati v spomin. Ob njegovem liku lahko okrepimo tudi našo ljubezen do slovenske besede, slovenske pesmi in domovine, ki prav te dni praznuje svoj rojstni dan. Danes nam namreč domoljubja manjka. Zdi se, kot da se ga otepamo, celo sramujemo. Da smo si pustili v teksti v glavo, da je ljubezen do lastnega koščka zemlje in do svojih ljudi preživeta kategorija. Janez Hladnik je imel rad Slovenijo. Vse življenje je ostal zvest, čeprav 12.000 kilometrov stran. Pa ga ta ljubezen ni zapirala pred svetom. Prav nasprotno. V službi naroda je vso pozornostjo poskrbel tudi za svoje vertizne župljane in za vse, ki so potrebovali pomoč. Zgled nam daje tudi v svoji povezanosti z Božjo materjo. Kadar je v stiski, se je vedno, kot mnogi naši rodovi pred njim, z otroškim zaupanjem obračal k Mariji pomagal na mizi. Pa tudi v trenutkih velike hvaležnosti. Spoštovani, ko je odhajal nazaj v Argentino, je Hladnik še zadnjič daroval sveto Marijo med seboj. Ko se oglasi zvon, se spomnite, da je to Božji glas, ki vas kliče iz nebes, pa boste z vdanostjo sprejemali križ, z veseljem izpolnjevali dolžnosti, tudi tedaj, ko se vam bo ta zdela težka, in hiteli na pomoč sosedu in sovaščanom. Besede, ki jih je takrat govoril svojim rojakom, veljajo danes tudi nam. Vzemimo jih resno, tako kot njegov zgled v dejanjih. Potem se nam ni treba bati, da bi omanili, kot posameznik, kot skupnost in kot narod. Hvala. Hvala, da ste se vzeli čas in nam namenili te besede. Slovensko srce je vedno bilo in vedno bo trdo zakorenjeno v deželo, ki nam je Bog namenil. Vrgišče lepote, ki jih je Bog delil pri stvarjenju, so zaznamovale slovensko dušo zavedno. Slovenci, ali pa vseh tistih, ki se morajo zapustiti svojo rojsko budo, so ljubezen do domovine v svojem srcu. Dr. Marko Prežer je napisal pesem Slovenija v svetu, ki je postala himna slovenskih imigrantov. Danes nam je zapel cerkveni mešani pevski zbor Župnije. Slovenija nas
Saj se že vnaprej upravičujem, če bom pri tem govor pozabil. Prva zahvala gre pobudniku in moji desni roki pri pripravi slovesnosti gospodu Kjeronu Mukavčiču, ki je kljub zdravstvenim težavam pravil neizmerno veliko delo. Z rokom sva sodelovala že ob 30. obletnici Hladnikove smrti leta 2015. Takrat je bila slovesnost pripravljena v dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov. Pripravljena je bila tudi razstava o življenju in delu monsinjorja Janeza Hladnika, katere del si lahko gledate tudi danes v župnišču. Takrat si je razstavo gledal tudi predsednik države gospod Borut Pahor, ki se je ob tej prvič seznanil z delom Hladnikova dnevnika. Kasneje, oktobra leta 2016, ko je kot prvi predsednik Slovenije obiskal Argentino, pa se je tamkajšnjemu predsedniku zahvalil, da je Argentina v težkih časih zgodovino sprejela slovenske prednosti. Z Ronkom sva sodelovala pri pripravi slovesnosti v čas Hladnika s prireditvijo Pete besedo iz sliko o delu monsinjorja Hladnika leta 2016 v Rotah in Ljubljani, istega leta še pri pripravi razstave v Gorici. Vrhunec sodelovanja pa je vsekakor natis knjige Od Triglava do Anga, leta 2018. Mislim, da si gospod Ronko za ta trud zasluži veliko. Hvala Jožetu, da je tudi tukaj svoj izdelal. Se jaz sem bil tako sploh zdaj ne zmerem, ampak vse to, kar je on, skozi vse delo, ko je prišel skupaj, se delujeva, da so res nekaj skupaj naredila. Pa hvala vsem, ko se nas sprejeli, da smo tukaj prišli. Pa hvala vsem žlahtim, vsem, ki so se povabili današnjega dne. Bog vam živi, naj bo tako od duhovnikov, školkov, kot vsem ostalim paranom. Bog vam živi. Hvala, spoštovani školkov, da ste sprejeli povabilo in danes z nami tudi slovesnost. Hvala vam, spoštovani dr. Janez Juhan, tudi kot predsedniku društva Obljubi Sprava, ki je v našo domovino tako zelo verjetno. Hvala vam tudi za ta trud, ki ga vlagate v ozdravljenje slovenske družbe. Hvala, gospod župnik Janez Petrič, da nas podpirate pri tovrstnih dejavnostih. Naj vas Bog živi še dolgo leta. Hvala tudi vsem vam, ki ste danes stali pred oltarjem naše prelepe cerkve. Hvala vsem trem pevskim zborom župnije Rotor, vodstvom Janeza Kremla, Valentine Ugovšek, Meter Monovašič ter organistu Urhu Javška. Iskrena hvala za okrasitev cerkve, veri in Tatjani, ki sta vnesli toliko simbolike v današnjo slovesnost v okrasitev. Janez Hladnik je dal slovenskim beguncem svobodo, kruh, novo domovino, vero in dušo. Hvala članom Združenja za vrednote slovensko osamosvojitve za pomoč in podporo. Hvala prostovoljnim gasilskemu društvu Rote za redarstvo. Hvala narodnim dušam, še posebej Marji Čuk, za pobudo, da se polepšajo praznovanje. Zaveden Slovenec, kot je Hladnik, bi bil ponosen na nas. Žal, na naših prireditvah premalokrat vidimo može in žene, kaj še da otroke v takih problemih. Takih zadržkov pregnani Slovenci v tuji deželi tudi po več generacijah nimajo. Zato še enkrat hvala in lepo bomo naprej. Hvala za pripravo pogostitve, na katero vas vabim po koncu slovesnosti. Hvala vsem, ki ste soustvarili v naši dogodi in vas nisem imenoval Bog plača. Za konec vam v imenu Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve iskreno čestitam prazniku Dnevu državnosti. Vabim vas, da se udeležite maše z domovino
glasovanja, ki ga v občini že tradicionalno pripravljamo v Vrnem Logatcu v torek 24. junija ali 20. junija. Vabimo vas tudi na tradicionalni pohod v spomin na umrla vojaka teritorialne obrambe Miroslava Molka in Antona Žaka v soboto 12. junija ob 10. uri na Cesarskem vrhu. Letos praznujemo 34 let naše domovine in tudi plod dela slovenske skupnosti v Domovini, ki jo je ustvaril. Domovino so sanjali mnogi, nam pa je bilo dano, da smo jo dobili. In kar radi pozabimo, tudi branili. Skrb za domovino pa je naša naloga tudi danes, posebno v mnogih koncih iztirja. V prvem letu samostojnosti leta 1992 se je slovenski narod na Brezjah posvetil miru. Slovenski kristjan je povabljen, da se Mariji posveti vsak dan. Zato je primerno, da za konec skupaj z našimi zbori zapojemo pesem Marijo pomagaj in srečen čas. Bog živi našo vrsto.